prijatelji, vse kaže, da se bomo takole nadaljavo srečevali. Minilo bo gotovo še kar nekaj časa, da se snidemo v živo. Pa dajmo ta čas izkoristimo za stvari, ki jih radi počnemo. Verjamem, da delate to, kar vas veseli, bogati, navdihuje. To situacijo povzemimo mogoče kot eno stopnico v življenju. Pomislite, koliko jih je bilo, pa koliko jih še bo. Vse smo prestopili. Tudi če smo se tu in tam spotaknili, pa bomo tudi to, sem prepričana. Je pa res, da bomo verjetno zdaj malo bolj pomislili, kaj je tisto v življenju, kar šteje, kar ostaja pravzaprav večno. In se v težkih časih oprijeli tega. Mogoče dobra glasba, modra misel, lepa beseda in nenazadnje pravljica. Samo pomislite na davne dni, na ognjišča, kjer so pravljice nastajale, v kaj vse so preživele. Pravljica je bila, živi in še bo živela. Je pa tako, veste, selila se je iz kraja v kraj, pripovedovalci so ji nekaj dodali, nekaj odvzeli, a bistvo je vedno ostalo isto. Tisto sporočilo, ki ga pravljica nosi, je neokrnjeno. Taka je recimo ena pravljica Juha iz kamna, ki jo pripovedujejo v sredozemskih deželah. Ponekod je ta pravljica znana pod naslovom Potepuhova juha, na severu pa ji rečejo Juha iz žeblja. Anja Štefan je priredila in prevedla to pravljico, Marjan Manček pa je dodal take zelo imenitne ilustracije. No, pa prisluhnite danes tej pravljici. Skozi gozd je hodil potepuh, že dolgo je hodil, hiše pa ni bilo nikjer nobene. Veste, v tistih krajih je bilo malo hiš in vse je kazalo, da bo spal na prostem. Nenadoma pa je pred seboj zagledal medlo luč. Med drevesi je zagledal nekaj svetlikajočega, pa je pohitel in res. Zagledal je hišico, iz dimnika pa se je prijazno kadilo. Potepuh se je podvizal in potrkal na vrata. Potrkal je še enkrat, odprla je stara ženica. Dober večer, dobra gospa, se je priklonil potepuh. Srečo vam voščim, srečo in zdravja. A ženica ga je le sitno pogledala in dejala: Na, kaj bi rad? Nič drugega kot topel kotiček v hiši, je rekel potepuh. Veste, samo toliko, da se malo pogrejem. Noč je mrzla, mraz me grize do kosti. Ja, sem si kar mislila, je sitno rekla ženica. Pa se lahko kar poberete. Moja hiša ni gostilna. Ampak dobra gospa, saj vendar niste tako trdega srca. Poglejte, oba sva človeka in ljudje si moramo pomagati. Pomagati. Lepa reč. Kdo pomaga meni? Nihče. Vse moram sama. Ne, kar pojdite kamorkoli hočete. Tu pri meni ne boste. A potepuh, veste, se ni dal. Prosil je in prosil kot sestradan pes in nazadnje mu je ženica vendarle dovolila, da prespi na tleh ob ognjišču ali ob peči. Pa je stopil k ognjišču. Malo se je pogrel, potem pa pogledal naokoli. Vse je bilo čisto, ženici ni šlo slabo. Ne, to je hitro opazil. Hiša je bila tudi lepo opremljena in iz hrambe je prijetno dišalo. Zato je potepuh vprašal:
Pa bi se morda našlo tudi kaj za pod zob. A še to, se je razjezila ježnica. Sama že ves dan nisem poskusila niti drobtine, pa bom drugim dajala. Od kod pa naj vzamem? O, potem pa ste gotovo lačni, je rekel Potepuh in nadaljeval. O, hitro poskrbim za vas. Le lonec mi dajte, lonec in vodo, pa boste videli, kaj znam. Zdaj je ženica postala radovedna. Le kaj bi ji Potepuh lahko skuhal? Pa je vseeno prinesla lonec, nalila vode in lonec postavila na ognjišče. Potepuh pa je segel v žep, iz njega je privlekel velik žebelj. 3-krat ga je preložil iz roke v roko, potem pa ga spustil v lonec. Ženica ga je začudeno pogledala. Ja, kaj pa delate? Jo je sitno vprašala. Juho iz žeblja, je rekel Potepuh in začel mešati. Kaj? Juho iz žeblja? Ja, draga gospa, juho iz žeblja. Veste, vselej je dobra. Ženica je videla že marsikaj v življenju, pa tudi marsikaj je slišala, a da bi kdo skuhal juho iz žeblja, tega pa še ni nikoli slišala. Radovedna in skopa, kot je bila, je začela gledati in poslušati. Potepuh pa je dejal: Veste, draga gospa, to je nekaj za nas, uboge ljudi. Le dobro glejte, da se naučite. In skopa, kot je res bila, je gledala in se učila. Učila se je, kako se kuha juha iz žeblja. Potepuh pa je razlagal: Vidite, takole se meša. Če takole mešaš malo v desno, malo v levo, potem je vedno dobra. Danes bo najbrž malo vodena. Že ves teden kuham isti žebelj, pa je že malo izpran. Če bi imel peščico moke in sol, potem bi bila hitro boljša. No, peščico moke bom pa že našla, je rekla ženica in pohitela v shrambo. Prinesla je moko in še sol. Prelepo, prelepo, je rekel Potepuh, oboje vsul vodo in spet je začel mešati, malo v eno, pa malo v drugo stran in dejal: No, veste, kaj za prvo silo bo, če bi imel še krompirček in kos mesa, potem bi bilo seveda vse drugače, a če ni, ne moreš vzeti, tudi taka bo dobra. Čakajte, je pohitela ženica. Krompirček pa vendarle imam. Odšla je v shrambo, se vrnila s krompirjem in kosom mesa. O, prekrasno, je rekel Potepuh in oboje spustil v lonec. Potem pa je še mešal in mešal, malo v eno in malo v drugo stran, potem je obliznil kuhalnico in pokimal. Zdaj pa bo še malo, veste, še malo pa bo. Če je to mogoče, se je čudila ženica, in vse samo iz žeblja. No, če bi imela mogoče še pest ječmena, pa kapljico mleka, potem bi jo lahko ponudila samemu kralju. Gotovo bi jo jedel, vem, da bi jo, saj sem služil v njegovi kuhinji. Kaj pravite? V njegovi kuhinji? Brž je prinesla ječmen in mleko pa smetano, Potepuh je kuhal, ženica pa je sedela in strmela. Nazadnje je Potepuh potegnil žebelj iz lonca. Takole, draga gospa, končano, jedla bova kakor na gostiji. Kralj in kraljica sta imela takole juho nadvse rada. Vedno sta jo hvalila in vedno sta jo jedla s kruhki in kako lepo smo jima pogrnili mizo. Pa dajva jo še midva, je vzkliknila ženica. Tako rada bi jedla kakor kraljica.
in prinesla je prt, tistega, ki je izvezla kot mlado dekle. Prinesla je steklenico vina, prinesla je najlepše kozarce, pa maslo in sir in prekajeno meso. Kmalu je bila miza obložena kakor na gostiji, in ko bi videli, kako srečna je bila ženica. Še nikoli, ampak res nikoli še ni bila na tako bogati gostiji in še nikoli ni jedla tako čudovite juhe in to vse samo iz žeblja. Jedla sta, potepuh pa je pripovedoval o daljnih deželah, o morju, o gradovih. Ženica je v mislih potovala z njim, jedla sta in pila, vse je bilo zelo dobro. A nazadnje je potepuh postal zaspan. Vstal je od mize in legel k ognjišču, ženica pa je zapohitela za njim. O ne, to pa ne, je rekla. Še nikoli nisem imela tako imenitnega gosta pri hiši, še nikoli ni nihče tako poskrbel zame. O ne, na tleh pa že ne boste spali, to pa ne, ne dovolim. Odstopila mu je svojo posteljo v kamri, sama pa si je postlala ob klopi na peči. Ko se je potepuh zjutraj zbudil, ga je na mizi že čakal zajtrk. Pojedel je, potem pa se je odpravljati na pot. Hvala vam, 1000-krat hvala, mu je rekla ženica. Kaj ste me naučili? Že zdaj vem, da bom lahko živela brez skrbi, vsak dan pa četudi samo od juhe iz žeblja. Da, je rekel potepuh, vsak dan in vedno bo dobra, le če boste žeblju še kaj dobrega dodali. Ja, sej, tako kot sinoči, je hitela ženica in mu v roke stisnila še kos kruha za na pot. Potepuh se je zahvalil in stopil skozi vrata. Ej, res imam srečo, je rekel. Vedno srečam prijazne ljudi, a tako prijazne ženice še nisem srečal nikoli, kot ste vi. Pa nasvidenje. Ženica je dolgo gledala za njim. V njenih očeh je se zrcalila mladost, okrog ustnic pa je igral nasmešek. Bila je srečna kot že dolgo ne.